zgodnja danica, tvoji mornarji, daleč na drugi jadramo breg. Z nami valovi, z nami viharji, spuščajo v silen boj se in beg. Mi smo pogumni tvoji mornarji, zdrava Marija, zvezda neba, ti nas očuvaj, ti nas obvarji, ti nas popelji preko morja. Hvala Jezus in Marija, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Tokrat vas pozdravljam iz Marijinega svetišča v Strunjanu. Lepo pozdravljam tukajšnjega predstavnika Nikota in lepo pozdravljam naši domači oddaji Pot poti.
Ja, pozdrav tudi vsem vašim gledalkam pa gledalcem. Morda bi na začetku se našim gledalcem Oddaje Pot poti predstavili. Sem Prepliškan, pater Niko Žbokelj, doma sicer iz Kranja, ampak pot me je vodila vse povsod, po naših postojankah in tudi po tujini. Sem bil skoraj 3 leta v Avstraliji med seljenci in zdaj sem že 7. leto tukaj v Strunjanu. Drugače sem pa že 31 let duhovnik, to je ta lepa doba. Kako vas je pravzaprav Bog poklical v ta lep oziroma težki duhovni poklic? Je razlika biti duhovnik oziroma pastoralno delovati v Sloveniji ali v Avstraliji? Ja, to je popolnoma drugačno delo, ne? Ker tukaj doma sem bil večinoma na začetku v pastorali, delo z otroki, potem je bil pa izziv prvi tak malo večji, je bila pa romarska cerkev v Novi Štifti pri Ribnici. Tam sem v 2 delih preživel 13 let. No in potem tudi druga romarska cerkev, to je bila Kostanjevca nad Novo Gorico, Marina, in to je zdaj že 3. romarska cerkev v Strunjanu. Gotovo romarska pastorala je precej drugačna kot redna pastorala. Vendar je na 2 mestih je bilo to vezano tudi župnijsko pastoralo, tako kot tukaj. In je treba to oboje združevati. In to je pastoralno delo, ki ga poznamo iz vsake župnije, to je redno to pastoralno delo. Seveda pa zahteva romarska postojanka še veliko več, saj se izmenjujejo ljudje, prihajajo novi ljudje, velikokrat nagovorjeni prav z romarskim krajem. Nekateri vstopajo v ta naša romarska svetišča po dolgih letih, potem prihajajo ljudje, ki niso niti verni, pa potrebujejo ali pa sprašujejo kakšne stvari, o katerih razmišljajo. Tako da je to kar močno prepleteno. Izseljenska pastorala pa lahko bi jo razdelili v 3 dele, v 3 tretjine. To je 1/3 to redno duhovniško delo, potem 2 socialno delo in pa 3 pa kulturno. Tako da je seveda to čisto drugačno delo. Je pa sama dežela, kjer sem bil, Avstralija, zelo odprta, zelo to, kar tukaj doživljamo šele zdaj, zelo multikulturna in je potrebno ogromno ne te notranje energije, ki jo kristjani bi gotovo morali imeti, ampak ogromno spoštovanja do drugače mislečih, do drugih kultur in se to vse prepleta. In tam začutiš, kaj je to temelj spoštovanja. To je ena stran, druga je pa, kakršna je pokrajina, taki so ljudje. In tam je velika odprtost, na celini doživiš to, kar sicer na morju, da se ti zalomi obzorje in tako se odpira tudi mišljenje in pa duh. Ali nam lahko našim gledalcem Oddaje Pot poti predstavite tale frančiškanski samostan v Strunjanu? Naslednjo leto boste verjetno praznovali 500 obletnico Marijinih prikazovanj, mislim, da je prav, da nam predam besedo. Ja, Strunjan je sploh starodavno duhovno središče. Mogoče je dobro tudi samo ime Strunjan, ki sega zelo, zelo daleč nazaj, že v letu 1200 se uporablja to ime, izhajalo naj bi pa iz rimskih časov, kjer naj bi družina imela posestvo v Strunjanu, Strunjoni, in od tod naj bi prišlo potem do tega imena Strunjan. No, zakaj sem omenil leto 1200? Ker takrat sta znana
v Strunjanu dva benediktinska samostana. Na eni strani zaliva je bil moški benediktinski samostan Svetega Duha, Santo Spirito. In tako se imenuje tudi zaliv. Na tej drugi strani zaliva, kjer je tudi ta naša cerkev, je pa na mestu, kjer je danes Tartinijeva vila ali protokolarni objekt, bil ženski benediktinski samostan. In te benediktinke so imele takrat cerkvico Marijinega imena na Marijinem vrhu. To je mesto, kjer je tudi danes cerkev. Ta cerkvica jim je služila za zbiranje med delom k molitvi. No, benediktinke so zapustile Strunjan že leta 1226. Od njihovega samostana je ostala samo cerkvica Svetega Basa. Žal je pa leta 1957 se mogla umakniti, so jo porušili, čeprav je bila to ena najstarejših cerkvic tukaj v Istri in se mogla umakniti protokolarnemu objektu. Samo usoda cerkvice Marijinega imena je šla podobno kot sam samostan. Včasih, ker ni bilo oskrbnika, je propadla. Potem pa leta 1463 je plemenita Barkaca, pobožna gospa iz Pirana, se zaobljubila, da bo to cerkev obnovila. No in to je res storila in je bila ta cerkvica v življenju tudi v času njenega življenja. Po njeni smrti ni bilo oskrbnikov, tako da je tudi ta cerkvica propadla. In v ruševinah, to je pa prelomni trenutek v zgodovini Strunjana, v ruševinah te cerkvice sta dva stražarja vinogradov, Giovanni Grandi pa Petro di Zagrabija, po slovensko bi bilo Janez Veliki pa Peter Zagrebčan, sta ob obhodu opazila svetlobo in sta šla pogledat in ta prizor ju je prestrašil, kar sta zagledala, in sicer na ruševinah te cerkvice sedeča Marija v belem, pred njo pa starček s svečo. In sta hotela zbežati v strahu, odziv v strahu, ampak je potem je glas te žene v belem ustavil in je rekla, da je to svet kraj, da naj gresta v Piran in Pirančani naj cerkev obnovijo, drugače bo prišla nesreča nad Piran. Pozneje, ker se je to razširilo, enega od njih je to tako pretreslo, da je obležal. Novica je šla okrog in duhovnik piranski je poklical notarja in sta obiskala enega in drugega. In skrbno je notar zapisoval njuno pričanje. Potem so ta pričanja primerjali in 5. decembra, to je bilo leta 1512, to prikazanje pa 14. augusta. No in takrat je potem mestni piranski svet odločil, da se cerkev obnovi, da prevzamejo skrb za to cerkev piranski duhovniki in potem, ko so jo obnovili, so skupaj s škofom izbrali dejansko ime, ki ostaja tudi danes, da je to cerkev Marijinega prikazanja. No in v Istri je bil zelo velik odmev, ljudje so začeli množično prihajati, obiskovati Strunjan. 8 let po tem dogodku je Francesco Valerio slikar na les z oljem naslikal ta prizor, milostne podobe, prav prizor prikazanja. No in zaradi teh množičnih prihajanj ljudi je bila potreba po večji cerkvi, to je uresničil tam 50 let pozneje Tomaž Gregolinč, duhovnik iz Pirana,
je cerkev povečal to obliko, kot je danes. On je tudi cerkev opremal in njemu sicer, ampak najbrž je bil bolj naročnik, pripisujejo tudi v cerkvi 10 velikih platen, na katerih je pa naslikano celotno Marijino življenje, od Marijinega rojstva do kronanja Marije v nebesih. Ker so o povečanju ljudje še bolj vzljubili ta kraj in v veliko zaupanje se je utrdilo med ljudmi, posebej med ribiči in pomorščaki, ladjarji. Tako da so leta okrog 1600 postavili na Strunjanskem klifu velik križ, ki je bil dejansko znamenje, da, ker sama cerkev z morja se ne vidi, da je tukaj Bog po nebeški materi Mariji, tisti, ki varuje in spremlja njihovo življenje, njihovo delo. No in ta križ je leta 1920 zlomil, bil kamnit križ, ga je zlomila močna burja in so potem 21. leta blagoslovili velik betonski križ. Ta križ so potem tako imenovani umetniki uporabili za požig in fotografijo. To je en dogodek tam izpred 8 let. Križ je bil kar močno poškodovan in tako da zdaj po toliko letih se je najdel darovalec in bojo postavili nazaj kamnit velik križ, tak kot ne bi bil prvotno. Ker se je množica večala obiskovalcev, to se pravi, romarji v Strunjan so prihajali na 2 načina. Eni po kopnem iz Istre, drugi pa po morju. Posebej te pomorščaki, vemo, da na morju je življenje burno, včasih zelo težko, nepredvidljivo in te ljudje so imeli veliko zaupanje v spremstvo in pomoč Matere Božje, zato so ob dogodkih, ko so se rešili iz kakšne velike nevarnosti, začeli prinašati v zahvalo podobe, ki prikazujejo nesrečo, ki prikazujejo to težko življenje in v zahvalo so te podobe, so jih naslikali ali bolj ljudski ali pa večji umetniki, prinašali v zahvalo. No in te ex voto podobe ali votivne podobe so prava zakladnica tega našega Marijinega svetišča. Leta 1907 je potem tržaški škof Nagelj naprosil frančiškane iz Trenta, to je tridentska provinca, če bi lahko prevzeli tukaj skrb za to romarsko svetišče. Tukaj je bilo takrat večinoma italijansko govoreče prebivalstvo, kot vsa ta obala, ki jo danes imenujemo Slovenska obala. No in tako so iz Trenta se naselili tukaj frančiškani. Prejšnjo romarsko hišo, ki je služila duhovnikom pri oskrbovanju, so potem povečali, naredili samostan, ga povezali s cerkvijo in tako omogočali še večjo ponudbo obiskovalcem in romarjem. Največja množica vsako leto je bila seveda 14.–15. avgusta, ljudje so potovali tudi cele noči ali pa 2 dni, da so prišli tukaj prenočevali in so jim nudili duhovno in bom rekel tudi to oskrbo, da so lahko tukaj prenočevali. Po vojni je bil samostan nacionaliziran, tako da je zadnji italijanski pater Vincenzo
je moral stanovati pri eni družini samodaljeno sobco v podnožju hriba in je kot starček potem hodil gor. V samostanu so najprej naredili zapore in potem so jih 55. leta preselili v drug naš samostan, to je bilo v Kopru, kjer so ostali do 8 let nazaj po zgraditvi novih zaporov. No in od 61. leta pa je v samostanu delovala šola za, takrat imenovana za prizadete, Zavod Elvira Vatovec, in to je bilo do lanskega leta. Seveda pa še ni zaključen ta denacionalizacijski zahtevek ali vračanje samostana, za kar se trudimo, da bi zopet oživili to večjo možnost in ponudbo romarjem za duhovna srečanja, obenem pa tudi, da bi te votivne, dragocene votivne podobe dobile prostor hranjenja, kajti vsaka taka votivna podoba hrani oziroma skriva za seboj zelo včasih zanimive, tragične, obenem pa tudi zelo močno pričevalne zgodbe. Leta 1955 smo po smrti tega patra Vinčenca prevzeli skrb za strunjansko-romarsko središče slovenski frančiškani province Svetega Križa. Leta 1961 je postala to tudi samostojna župnija, tako da danes se združujeta ta dva elementa, pastoralno delo v župniji, obenem pa, kolikor se le da, čim boljša romarska ponudba obiskovalca. Kakšen je pa obisk obiskovalcev oziroma romarja, takrat kot Marijo pripeljete po morju? Ja, takrat je seveda velik obisk, veliko zanimanje oziroma se je povečalo zanimanje, ko smo obudili spet to procesijo z barkami. To je bilo leta 2005, je bila prva procesija po skoraj 70 letih. In takrat je tam od 2 do 3 tisoč ljudi se v 2 dneh približno tukaj zvrsti. Ta glavni dogodek s procesijo je 14. avgusta na obletnico prikazanja. Dan prej, 13. odpeljemo kip v Piran, kjer je v češčenju, in potem na obletnico, pa v slovesni procesiji pripeljemo potem s konvojem teh bark in romarjev ta Marijin kip nazaj, je maša na prostem zvečer in po maši je še blagoslov oziroma procesija z lučkami do Strunjanskega križa nad morjem, kjer je potem tudi molitev za ribiče in pomorščake. Kakšen je pa utrip župnije Strunjan oziroma kdo vam pomaga pri pastoralnem delu? Ste verjetno tudi veliko romarjev, ki jih je pravzaprav masno skoraj cel dan, ne? Ja, ljudje, romarji, ali pa drugi, ki iščejo svoj mir ali pa svoj prostor pred Bogom, ali pa samo, bom rekel, tudi neverni, ki pridejo najprej samo pogledati, ampak jih, bom rekel, lahko očarata sama cerkvica Marijinega prikazanja, prihajajo skozi ves dan. Potem, seveda, nedelja je množično obiskana. Sam utrip župnije, tukaj treba razumeti, da se je prebivalstvo 90% zamenjalo. To je ljudje, ki so bili trdno povezani s krajem, s cerkvijo Marijinega prikazanja, so tukaj rodovi živeli s tem,
so odšli po vojni in potem so prihajali ljudje iz cele Istre ali pa takrat cele Jugoslavije in se tukaj, Slovenija, Jugoslavija in se tukaj naseljevali. Tako da po tej plati je, bom rekel, župnijsko delo težko, ampak vedno je ena, bom rekel, močna skupina laikov, župljanov, ki jim pa pomeni ta cerkev ogromno in na njih potem stoji, temelji vse naše delo, pa seveda takrat tudi pomoč, posebej takih večjih dogodkih, ko je potrebno ogromno enega dela, pomoči, priprav in vsega tega. Jaz bi se ob tej priložnosti zahvalil gledalcu Marku Skrinjarju pa Maksu Kocbeku, ki sta me pripeljala v to lepo svetišče. Jaz bi vas pa, pater, vprašal, če bi par besed dejali o svetem Frančišku Asiškem, ki je pravzaprav tudi ustanovitelj tega vašega reda, ne? Ja, to je sveti Frančišek Asiški. Gotovo je bom rekel, če uporabim besede papeža Benedikta XVI. Zgolj kot naslov njegovemu knjigi z njegovim intervjuvom, pogovorom, Luč sveta. On je resnično v svojem času, lahko bi ga primerjali tudi z današnjim časem, v odnosu ljudi do cerkve, v duhovnem življenju, v razkoraku bogatih, revnih. Za sveti Frančišek, kot sicer sin bogatih staršev, po njih pretresih v svojem življenju, eno je bil ranjen v spopadu med dvema mestoma, ker takrat so bile te kneževine mestne in sta se spopadla Peruggia in Assisi, tam je bil ranjen v ujetništvu in je kot mlad fant v tej neboglenosti začel razmišljati o življenju drugače. Potem drugi prelomni dogodek zanj šteje srečanje z gobavcem. To so bili ljudje na robu družbe takrat in ko gre mimo njega, pa ga nekje to prevzame, kakšen je bil Jezusov odnos do ljudi z roba. In potem se ustavi, ga objame, zamenjata celo obleke, pravijo življenjepisci. In to sta bila dva taka prelomna trenutka. In zdaj, ko se je že umaknil iz tega življenja mladostnika, se pa potem srečaš še z besedo Kristusa s križa v takrat porušeni cerkvici svetega Damjana in z naročilom Frančišek pojdi in popravi cerkev. In od tega, da bi resnično tako materialno, ročno popravljal cerkev, kot fizično stavbo, do tega, kar je dejansko Kristus od njega pričakoval, da sodeluje v popravi cerkve z veliko začetnico pisano, to se pravi skupnosti, in potem podari svoje življenje Kristusu in poskuša živeti, kot so živeli apostoli, v popolni oboštvu, bom rekel, tej dostikrat neizvestnosti ali pa ne usodi mi, rečemo ljudje, ampak on po božji previdnosti. In vse svoje življenje posveti molitvi, ampak ne v smislu, bom rekel, starih redov, pa načelu moli in delaj, ora in labora, ampak bolj v smislu vse moje življenje je ena sama molitev. No in pridružijo se mu seveda njegovi prijatelji, najprej otroci bogatih staršev, ki zapustijo
ker jih je popolnoma prevzela ta izkušnja, njegova, osebna, se mu pridružijo in potem dobi potrditev leta 1209 dobi potrditev potem, da je njegovo vodilo, ki je bilo zelo enostavno, samo slediti evangeliju, Kristusu, blagoslov in potrdilo samega svetega očeta, papeža. In tako je začetek, bom rekel, tega Frančiškovega življenja. Po njegovi smrti, mlad je umrl, ker je bilo njegovo življenje zelo, bom rekel, aktivno v molitvi, v potovanjih, v srečevanjih, v odrekanjih in pusti eno močno sled in že v času njegovega življenja se ta red zelo močno utrdi v življenju cerkve in tako v vseh 800 letih seveda v vsakem obdobju na svoj način poskuša odgovarjati izzive. Temelj vsega je pa, bom rekel, bratsko življenje v uboštvu, pokorščini in pa čistosti. In vodilo vsega je pa življenje po evangeliju. Kako mladi pravzaprav živijo v vaši župniji, oziroma smo Slovenci Marijin narod? Najbrž smo, ne moramo pa samo reči, ne vem, to so naši starši živeli, to so naši starši postavili in mi moramo to čuvati. To bi bilo neumnost, ampak je vsaka nova generacija je nov izziv. In tudi danes, ko marsikje župnijsko življenje peša, ko versko življenje peša, se pa vseeno romarska središča nudijo nekje en kontakt, tisto, kar ljudje izgubijo v svojem ali zapravijo, velikokrat prav skozi Marijina središča ostanejo v enem stiku z Bogom in s cerkvijo. Kako se pa mladi vključujejo? Mladi pa tako kot povsod. V naši župniji je bolj tako, to je ta fama Birme, z Birmo se, to je zdaj, tisto zdaj imam pa vse, zdaj sem vse naredil, to vse zasluge se človek pripisuje. Ta govorica izključuje, da je to Božji dar, da je to Božja milost in mladi se potem iščejo. Pozneje pa marsikdo začne spet iskati poti nazaj, največkrat po svojih otrokih. Vmes je pa, bom rekel, to aktivno življenje, eno je lahko delo, žur, vse to. In seveda, to mladi, ki pa lahko aktivno sodelujejo ali pa ostajajo povezani z Bogom in župnijo, je pa tako kot v slovenskem prostoru ali pa kjerkoli po svetu, če najdejo, bom rekel, eno točko, na kateri lahko uresničujejo sebe, takrat ostajajo. Sicer pa se odmaknejo, jaz ne rečem, da grejo, se odmaknejo in potem na svoje načine iščejo poti. Je obdobje v življenju, ko je duhovnost in to sploh ne zanima, potem pa občuduješ pa določene trenutke, ko najdejo pot nazaj k Bogu in njihovo zavzetost. Naredimo dovolj za družino kot kristjani? Jaz mislim, da kristjani ne naredimo nikoli dovolj. To bi bilo potem, ne vem, kako bi to lahko imenoval, ampak jaz bi tukaj kar uporabil besede svetega Frančiška. Bratje, naredili smo malo ali nič do zdaj.
In mislim, da to bi bilo pravi temelj vsega našega dela. Ali ti kot duhovnik, ali kot kristjan narediš dovolj, nikdar ne naredimo dovolj. To nam pokaže tudi taki, bom rekel, bližnji svetli primeri, recimo Mati Terezija iz Kalkute. Mene je očaralo to, da ko je posvečala ves dan tem svojim ubogim, da preden je to začela, je bila na kolenih pred tabernakljem. In to ne 5 minut, ampak, kot pravijo življenjepisci, tudi 2 ure. 2 uri. In najbrž je vse, kar se danes dogaja, tudi posledica našega življenja kristjanov, ne? Ali pa našega dela duhovnikov. Tako da ne moramo pa to vzeti, da je to nekaj končnega, kot sem nekje bral en naslov, ne, to bo uničilo cerkev. Cerkev ne more uničiti nič. Ne? In je čudovita definicija o cerkvi drugega Vatikanskega cerkvenega zbora, kjer pravi, da je cerkev grešna in sveta. To se mi zdi najlepše povedano. Zakaj? Ker ta grešnost je v naši človeškem življenju, svetost pa izhaja iz glave cerkve, in to je Kristus. Kaj naj kristjanu pomeni sveta maša? Ja, kristjanu sigurno sveta maša središče življenja. Jaz sem to včasih primerjal, ko so ljudje še vedeli, danes otroci niti ne vejo, kaj je krušna peč, bila v starih hišah. Je bilo središče dogajanja v hiši. Po zimi se je vse dogajalo okrog peči. Pogovori, srečevanja, zgodbe, kdorkoli je prišel, obiski, sprejemanje ljudi. Vse se je dogajalo okrog tega. Je pomenilo dom, toploto. Ko je prišel nov čas, da prvo, kar so naredili, premalo prostora je v hiši, ta mladi, in so rekli, zdaj je treba centralno, in so vrgli peči ven. S tem se je pa središče dogajanja premaknilo. In največkrat se je premaknilo tako, kot je to danes, da ima že vsak v svoji sobi televizijo, računalnik, in ljudje smo se razpršili, smo se oddaljili. In nekaj podobnega je v življenju kristjanov Evharistija. Dokler kristjani gradimo svoje življenje na tem središču naše vere, to je na izkustvu živega Kristusa, ki vstaja z nami, toliko časa imamo kristjani svojo moč in oporo. Ko ugasne luč tabernakla, ko se cerkev zapre, potem ljudje iščemo, ali pa že prej, razne nadomestke. Ampak nadomestek je vedno samo nadomestek ali instant. Prihaja čas, ko bodo ljudje odšli na počitnice na morje. Kdaj imate vi pri vas svete maše, in verjetno je tudi potrebno, da človek med počitnicami tudi naredi nekaj za dušo, za Boga? Jaz to opažam, in to je lepo videti, da ljudje tudi, ko pridejo na dopust, govorim tukaj o Strunjanu pa tej naši bližnji okolici, v Bali, da jih je zelo veliko, ki ob nedeljah tudi na dopustu čutijo in želijo biti povezani s Kristusom in cerkvijo. Prihajajo mlade družine, prihajajo drugi, in vse to je, ko ti postane to del življenja, se vseeno, kje si, tam boš poiskal poti, tudi če je v jeziku, ki ti ni domač, ampak sej sama Evharistija, vemo, kaj je, in
jezik ni tako pomemben. Pomembna je naša vera v Kristusa. No, pri nas, govorim samo o Strunjanu, imamo med tednom, to je od 1. maja, večerne maše, to je do konc septembra, imamo večerne maše v 20. uri. Od 1. junija do konca avgusta je ena maša dopoldne, to je ob torkih, je ob 8. uri zjutraj. Ob nedeljah sta pa dve maši, prva je ob 8. v italijanskem jeziku, ker imamo tukaj skupnost Italijanov, in druga ob 10. je v slovenskem jeziku. Ko je naše največje praznovanje, takrat je pa, to je 14. avgusta, se začne procesija, letos bo to iz Izole, ob 17. uri, tam je slovo iz Izole, škofovo slovo in potem je procesija na barke in potem z barkami v Strunjan in ob 18:30 oziroma 19:30 je potem maša na prostem pred cerkvijo in po maši procesija z lučkami. Naslednji dan, 15. avgusta, je pa že prva maša ob 7. zjutraj, potem je ob 8:30 je v italijanskem jeziku, ob 10. v slovenskem, ob 11:30 v hrvaškem jeziku in potem zaključek slovesnosti ob 18. uri. Zelo lepo. Preden se poslovimo iz Strunjana, bi naše gledalce povabili v naslednjo oddajo, ki jo bomo začeli v Padovi, končali v Ljubljani, predstavili bomo pa svetega Leopolda Mandiča. Vas bi pa prosil, da bi na koncu oddaje našim gledalcem kaj bi položili na srce. Naj se zavedajo zaklada, ki jim je bil dan. In to je zaklad vere. In prav to je tisto, kar vedno ostaja. Vse, na kar se ljudje vežemo, je minljivo. Ostaja pa zaklad vere. In kolikor nam bolj uspe, da z Bogom vzpostavimo ta osebni odnos, osebni stik, osebno vero, toliko dragocenejši je ta naš zaklad. Pater Niko, jaz se vam iz srca zahvaljujem, da ste spregovorili za naše gledalce oddaje Pot poti in vam želim obilo Božjega blagoslova na vaši življenjski poti. Jaz pa tudi vam osebno, pa vašim gledalkam in gledalcem. Hvala lepa. Spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, vas pa lepo pozdravljam iz morja, iz tega lepega Marijinega svetišča Strunjan, z tistim lepim krščanskim pozdravom: Hvaljen Jezus in Marija. Z Bogom.
You need just say true.